Živijo. Sem Matej Cepin in poslušate 77. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat se mi je v studiu pridružil Rok Škrlep, verjetno edini stand-up komik v Sloveniji, katerega predstavo sem si, brez praskanja za ušesi, ki ga običajno povzroči prevelika količina vulgarnosti v stand-upih, ogledal tudi s svojimi najstnicami. Rok pa ni znan le po stand-upu. Leta 2021 je postal voditelj legendarne otroške oddaje Male sive celice, ki je, kot mi je zaupal, celo starejša od njega. Ključna beseda, zaradi katere sem Roka povabil, pa je popotništvo. Bog je skozi Goreči grm Mojzesa povabil na pot in tudi Rok je popotnik, tako po svetu kot tudi v duši. Zanimalo me je, kako ga je popotništvo oblikovalo za ustvarjanje, za življenje in za družino. A če se mi je pred epizodo Rok kazal skozi popotništvo, mi po pogovoru z njim odmeva predvsem beseda hvaležnost. Občutek imam, da njegovo dušo preplavlja hvaležnost, kar se kaže v njegovem pogledu na svet, smehu, v njegovih odgovorih in razmišljam, morda se mi pa zato njegovi stand-upi zdijo tako zelo posebni. Mimogrede, oglejte si njegovo predstavo Svetovne fore na YouTubu, povezava je v opisu epizode, zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Rok, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, živijo. V bistvu se poznava že 11 let, ampak zakaj sem te ravno zdaj povabil v Goreči grm, je bil čisto en tak mini dogodek. V bistvu na YouTubu mi je prišla tvoja predstava pod roko Svetovne fore, ki je stand-up predstava, ampak po resničnih dogodkih, po moje na redkih predstav stand-upa, kjer ni nič dodanega zares, ne? Ja, nisem toliko dober scenarist, no, to je fora. Večina stvari se je res kar zgodila. Teh 11 let nazaj je bilo pa tudi povezano s popotništvom, Ja. tako da naj lahko, bi rekel, ljubezen do popotništva malo združuje. Res je, in to je tista stvar, ki mi je pa pol kliknila v možganih, ker jaz moram vedno eno ključno besedo pri gostu dobiti, zakaj je on meni navdih. In ti si mi navdih zaradi pustolovščine, ki se pa najbolj kaže v potovanjih. Jaz mislim, da Mojzesova pustolovščina, tam iti do faraona, parkat tja, pa pol v puščavo, pa pol po eni poti v krog, pa vsi so ga, ne, saj to je bilo tudi potovanje, ne. Ja. Se mi zdi, da sledenje viziji Gorečega grma je vedno eno potovanje, no. Pa me zato zanima, evo, Rok, pred potovanji, če sploh to obstaja, ker že v predstavi Svetovne fore poveš, da ste po Pohorju že hodili, ko si imel zelen ruzaček s 3 leti. Ja. A sploh obstaja Rok pred potovanji v bistvu? Pa mislim, ne, da bi se jaz zares spomnil. No. Zdi se mi, da itak cel življenje se kdaj malo več, kdaj malo manj, ima vsak neka svoje vrste potovanj. Jaz sem imel to srečo, da sem padel nekako tako družino, ki mi je bil tak lifestyle, način življenja blizu, no, tako da sem že od nekdaj potoval in se mi zdi, da potovanja in so neka cona neudobja, ki ti naredi, da znaš ceniti stvari, ki so morda marsikomu samoumevne. Ko prideš nekam, pa si žejen, pa dobiš vodo, pa nimaš za spat, pa greš spat. Se mi zdi, da v bistvu, ko so zadoščene te neke prvotne, prvinske potrebe človeka, je neka taka sreča, ki je večja kot pa neke stvari, ko imamo vsega že dovolj. No. S tem, da tukaj moramo takoj dati eno pojasnilo, da tukaj ne gre za potovanja taka, kot so običajno s kakšnimi agencijami, kjer je vse do pol ure ali pa ure natančno predvideno, ne? Ampak govoriva v bistvu, vsaj tudi meni, pa tudi kakor tebe poznam, ne? So ti blizu potovanja, kjer budžet mogoče je minimalen, pa mogoče ne samo zato, ker si ne bi mogel privoščiti, ampak tudi malo zaradi tega, da se izpostaviš, da se narediš ranljivega, ne? Ja, zdaj včasih sem potoval tako
tudi zato, ker si tega ne morem privoščiti. Tudi jaz. Zdaj ne morem lagati, sem v neki fazi življenja, ki si take stvari lahko privoščim, ampak ravno letos... Ampak stil pa ostane, ne? Stil pa, zdaj je tako, zadnja leta, mogoče familija pa to, pa zdaj majhen otrok, pa drugi je na poti. Koliko je zdaj star? Čestitam! Ja, zdaj Oskar je star 2 leti pa pol, novo dete pa pričakujemo konec aprila, tako da mogoče smo ta neka divja potovanja mogoče mečken dal na stran, ampak letos sva pa z Oskarjem sklenila, da pa greva midva prvič, bova šla pa sama poleti, ko bo mama z otrokom pa še kakšno pomoč bo dobila, no, greva pa midva za par dni sama hoditi šotorom ob Kolpi, no, tako da... In to je isto, kot je tvoja prva zgodba v tisti predstavi, ne? Tako da sem se odločil, da neke dobre prakse da probam prenesti iz družine naprej. Ja, to se mi zdi nek point življenja, da mi smo v bistvu zgrajeni iz nekih ceglov, recimo naše življenje, naša hiša, to sem en dober citat videl, in cegli, s katerih smo zgrajeni, eni so zelo dobri, eni so pa slabi. In zdaj, ko greš živeti z nekom, ustvaraš novo družino, da poskušaš iz te svoje hiše vzeti ta dobre cegle, ta slabe pa pustiti za sabo. Pa še ene dodatne dobiš, ne? Ja, še dodatne in pol, da skupaj se zidaš neko, mogoče še celo se trudiš, da boljšo hišo. Mogoče še kakšno sobco dogradiš za kakšnega potomčka. Če v tok sobic, kakor jih je bilo v moji familiji, bo čez glavo. Mi smo familija 4 otroci. Kaj, 3. do 4. Ja, tako. Kako se to deli? To se tako kot pri smučanju, da sta 2 bronasti kolajni? Ne, jaz sem kar 4, ker je sestra 5 minut prej prijokala na svet, tako da, pa še 2 polsestri, zdaj, tako da je res ena taka velika družina, no. Polsestri? Ja. To pa nisem, tega pa nisem. Starša sta ločena, pa očema zdaj, zdaj sta stare že okoli 10, no, mislim, da 9 pa 11, se pravi, sta še 2 punci, no, tako da je res, ker nikoli ni bilo dolg čas, no, tudi tako. Uroš Kuzman je bil tudi 4, ne? Ja. In on je iz tega kar velik for naredil na stand-upu, ne? V smislu 4 od vseh pozabljen in pol moraš izstopati, ali pa se ti kakšna fora zgodi. Zdaj mene zanima od 4 naprej, kako se to človek počuti, da bom jaz tudi malo vedel za polovico svojih otrok. Ne vem. V bistvu, a veš, kaj me zanima? To, kar je Kuzman rekel v forah, koliko od tega je res? Ja, res, jaz se strinjam, mislim, res. Zdi se mi, da recimo zdaj, ko vidim, ko imava otroka, ki je prvi vnuk po obeh straneh in težko pričakovanje, koliko pozornosti to dobi. Zdaj, ko razmišljam nazaj, kot 4. otrok, ni bilo toliko pozornosti, ampak v bistvu se jaz mislim, da včasih s to pozornostjo novodobni starši kar mal pretiravajo. Starši ali stari starši? Vse. Pozornost mora biti pa vse, ampak se mi zdi, da zdaj pa kar skoraj nek ta trend, da za pa otroku ne sme biti več nikoli dolg čas. To pa tudi se mi zdi zgrešeno. Iz dolg časa se pa rodijo lahko lepe stvari. No. Tako da jaz mislim, z otrokom je treba se delati, se ukvarjati, kakor se da, ampak treba mu pa tudi pustiti neko možnost dolg časa. No. A te prav slišam, če greva kar na tvoje zgodnje goreče grme, da en tak plus je bil dolg čas oziroma nezapostavljenost, v bistvu to, da noben ni buci delal toliko okrog tebe in da si mogel kako je to izgledalo? Sam si mogel kaj? Ja, mogoče se moraš malo boriti za pozornost. To je mogoče kot otrok, če je velika družina, in mogoče je res zato, da imaš pol neko večjo željo po nastopanju, da si tako, ampak kaj pa vem, sicer kot otrok jaz nisem bil nek strašen nastopač. Imel sem znotraj družinskega okolja sicer sem kar tako nastopal pa povedal pa to, ampak v družbi sem bil pa dostikrat mečkam bolj zadržan. Če mi okolje ni odgovarjalo, sem bolj se zase držal bolj tih. Se tudi
tako zdaj bi rekel, če me kje srečeš privat, nisem najbolj zabaven človek na svetu. No? Ni to, da zdaj komiki smo pa kadarkoli ga srečeš, to pa je. Vse je obrt, ne mal tudi. Ja, pa ti si pač tam, imaš naštudiran to svojo igro, ko si na odru, imaš razdelan. Ko smo pa v backstageu, sej so fore, ampak doskrat se pa pogovarjamo tudi zelo resne teme, pa ne čutimo potrebe, da bi zdaj morali biti smešni. No? Ja, to je kar en predsodek, ja. Ja, zdaj, da se vrnem na vprašanje, če je zato, ker sem bil ta četrt, pa da mogoče lahko, da se jaz mislim, da če greš na oder, če si stand-up komik, da ne more biti vse čisto v redu s tabo. Res, ni to zdaj, da bi nek otrok, ki jim pa bi rekel z grdo besedo normalen, da bi se v to vrgel. Ne, neki rabiš. Ali neko dokazovanje, ali neko nastopanje, ali si tako pozorno. Zdaj te vso pozorno. Mal moraš biti, ne vem, če vidim koga, ki gre v komedijo, pa da je normalen, da ga tako srečen, če te pa normalen. Ja, si rečem temu pa težko rata. Da je pa mal normalen. Ne bojo se norca iz njega mogli delati, ne? Ja, tako da gotovo so neki vzorci iz otroštva, ki te sploh pripravijo v to, da greš v komedijo. Če bi dal svoje sorojence in sorojenke v plus ali minus, mislim to, da si odraščal o 6-članski družini. Ja, ne, se v bistvu sem v 4-članski odraščal, no, zdaj smo živel pri mami, ne, oče je šel živeti drugim. Ja, ampak v 6-članski starši, 4 otroci smo bili, tako da tam nekdo 13 leta oprosti. Da si toliko sorojencev doživljaš kot blagoslov, ali je bilo težje? Ne, kot blagoslov, absolutno, to pa ni debate, to je neizmerna sreča je, da imaš družno, no? Da ni dolg čas. To se mi zdi, da si ne bi znal predstavljati, da bi živel sam ali pa da bi bila dva ali kakorkoli. Tudi tako se mi zdi, ko opazujem te družine, ki jih je malo več, se mi zdijo, da je neka sama tendenca družine, da so srečnejši. In tudi otroci, da so bolj zdravi po karakterju, ker se mi zdi, morajo deliti, ne? Ja, če si ti v veliki družini, pa 4 je zdaj že kar veliko, ampak ko pa vidim družine 6, 8, tako naprej, ti ne moreš biti egoističen, moraš znati deliti, moraš upoštevati druge, moraš sodelovati, to je ful enih stvari, ki načeloma odlikujejo človeka in se jih naučiš v veliki družini, ne? A pol tudi kaj bolj z veseljem pobegneš? Kje je bil ta klic za potovanja? Kako se je to rodil? Ja, to je bila res navada? Ali si imel, recimo, pri meni, jaz sem tudi res v določenem obdobju življenja zelo rad potoval, backpackov. Ja. Jaz sem se že kot otrok igral v posli, da sem na barki. Ne? In imel, veš, pod kovtrom je bila una kabina, pol, ne, pa tako, da sem skozi nekje drugje pristal, to se še zdaj se spomnim. Skozi je bilo moje srce malo popotniško, ne? Ja, jaz mislim, kot otroške sanje so vedno bile, ampak zdaj spet mi nikoli nismo šli, jaz na avion sem prvič se usedel, mislim, da pri 19 letih, da sem šel prvič z avionom, ker sem šel v London takrat. Mislim, da je bilo to prvič, ko sem letel tako z avionom. Se pravi, itak sanjaš, ampak se ti to kot otroku zdi nekaj čist nepredstavljivega in nedosegljivega. Ja, mogoče, ko bom pa velik, bom pa enkrat lahko šel. In pol v srednješolskih letih sem začel nekaj mal delati, našparal sem nekaj malega denarja, ampak to je bilo tako, da jim reči, jaz se še vedno spomnim, kako sem čez poletje zaslužil 400 evrov in je bilo to, sem mogel imeti za celo leto, ne? Za malce, za žurke, za darila, vse, kar je prišlo, je bil to moj budžet. Sej, če je bilo kaj tacga res, se so starši še vedno pristopali, ampak tako, načeloma sem imel že neko to odgovornost denarja in sem bil tako, ok, zdaj pa, če si vzel teh 400,
odtegnem recimo 100-200 za potovanje, kaj pa zdaj lahko s tem denarjem naredim. In sem rekel, ja, če gremo peš hoditi, bo zihar dosta. Ali pa recimo, ne vem, kakšno leto kasneje, Kazahstan vidim karte 150 povratno v redu, pa tam malo googlam, kakšen je standard, to lahko jaz. In sem komod 3 tedne šel s karto vred, mislim, da je bil budžet 300 evrov. Ampak kaj je bil ta pogon? Kaj je bil ta pogon? Radovednost, zgolj radovednost. To so neki, tako, če si predstavljaš, kot če si igral Age of Empires v otroštvu, računalniško igrico, ki je na začetku vse neka megla. Jaz sem bolj Civilization, ampak je podoben. Ampak mogoče poznaš pristop. Podoben, se pravi, na začetku imaš ti čist majhen konček sveta, vse okolje megla in ti predstavljaš nekaj in zdaj se ta megla razpiha in tako naprej. In to je neka taka radovednost čisto v glavi. To so neki kraji, ki ti niso jasni, neki jeziki, in to je gola radovednost, ki te žene. No? Tako da nikoli me pa ni bilo, da bi rekel, strah, zdaj, a bi šel tja ali ne bi šel, ker sem pa en izrazit naivnež, ki verjame v dobro ljudi in me kdaj to udar po prstih, ampak v veliki večini primerov je pa to, so pa vse moja naivnost se izkaže za resnično, ker ljudje v svoji naravi, jaz še vedno verjamem, da smo dobri. In kamorkoli greš, je zelo velika večina ljudi dobrih. Tisti, ki pa delajo lumparije, si pa včasih rečeš, je pa velikrat tudi zato, ker nimajo neke druge izbire, ne? Ja. Ker odraščajo v takem okolju in težko je moralizirati nekaj, zdaj ti si pa slaba oseba. Če bi bilo zdaj tako, vzamem enemu bogatemu človeku, da nahranim svojo družino, bi verjeten vsak kaj vzel, ne? In je tako, da ja, je tam, kjer revščina so tudi. Gostota bumbarjev je enaka najbrž na vseh delih sveta, ne? Ja, ampak veš, kje je pa razlika, bi jaz rekel, gostota bumbarjev. Se mi pa zdi, da v mestu smo pa tukaj, da je pa malo prevlada. Ja, da v mestu se mi zdi, da je gostota. Ja, da imajo to tendenco. Način preživetja v mestu se mi zdi, da je tako narejen, da moraš biti mal kreten, pa mal grebator, medtem ko na podeželju se ti ne moreš kar vse sosedom zdaj zameriti, ne boš preživel, ampak moraš nekako sodelovati, pa biti prijateljski, ne. Pa si tudi potovanja pol koncipiral večinoma po podeželju, ali niti ne? Ja, jaz nisem ljubitelj mest, načeloma jih nikoli nisem preveč planiral potovanj, ampak sem pustil, da se zgodijo. Ampak moja izkušnja je to, ne, ti imaš, veš, ne vem, v eni državi imaš neke točke, ne, ki so turistične točke in tisto ponavadi niso. Pol moraš pa, že ko si šel iz cone udobja, da si šel na potovanje, moraš še enkrat na potovanju iti iz cone udobja, da greš izven ustaljenih tras. Saj moja izkušnja je bila taka. Ja, se ne bi mogel bolj strinjati. Zdaj te točke turistične, ki povsod so, pa se marsikdaj so res z razlogom, pa je lepo, pa vse tako, ampak na koncu od potovanj ti ostanejo druge stvari, ostanejo ti ljudje. Mene je vedno zanimalo, kako nek običajen človek tam živi, kako izgleda njegova hiša, kako izgledajo njegovi običaji. Čerke. Pustimo to. Ne več, dajmo reči, ne več, če slučajno kdo posluša od poznanih. Ja. Tako da to me je vedno bolj nanašam se samo na stand-up, nič drugega. Ja, se ve. Tako da to. Tukaj pa zdaj pridem do bistva. Kakšen je zdaj Rok kot konc koncev poslovnež, stand-up komik, SP-jevc, kreativc zaradi potovanj? Kaj so ti dala, da si zdaj to, kar si? Ker prejle si rekel, vedno sem verjel v ljudi. Velikrat je to šele rezultat potovanj, da ljudje da rečejo,
Po celem svetu so dobri ljudje, ne? Zate je bil to že input, ne? Ni bil to rezultat. Ja, sem že s tako premiso šel, nekako sem verjel in če verjameš tudi pol, imam še vedno to prepričanje, da če v neki verjameš, da bo vse v redu, da se to ponavadi tudi zgodi. Zdaj takole, v tem podcastu da res vas zdaj orang šla v ta potovanja, bojo ljudje mislili, da sem jaz drugi zvone še ruga. Ja, ne, bo, veš kaj, začel sem s tem. Ja, ampak ne potujem spet več toliko. Zdaj itak ne veliko. Imam pa še strašne želje, res hočem iti za dlje časa, zdaj bomo videli, kako bomo to z družino uskladili, ampak res želim na daljše potovanje, res želim odkrivati, to me še vedno žene, to mi je res en velik drive. Zdaj pa kaj... Sprašujem te zato, ker recimo jaz vem iz svojega prvega daljšega čezoceanskega potovanja, jaz sem prinesel glih pogum. Pa to, da sem v nečem lahko prvi v svoji družini. Še noben pred mano ni šel iz moje družine. Čez ocean nikamor, ne? Dobar, razen tistih starih tet, ki so v Ameriki mogli migrirati leta 20. Ja. Kukorkoli, ne? Pol iz kakšnega sem prinesel v bistvu test s tedanjo punco, zdaj ženo, da sva za skupaj, da sva kljub kar neki konfliktom, ne, ki si 24/7 skupaj, ne, zdržala skupaj, da je bil to za naju veliko bolj intenziven odnos, kot pa je zdaj, ne, ko so vsem v različnih službah, pa ko imamo veliko tudi potem vsak svojega dela, pa tako naprej, ne. Tam si pa res navezan, se ne ločaš, ne. Ja. In še od marsikakšnega potovanja sem take pomembne življenjske lekcije dubu, ki Matej ne bi bil Matej, če ne bi bil na teh potovanjih. Zato sem te to vprašal. Ja, se strinjam. No, mogoče ena moja lastnost, ki ne vem, a je posledica potovanj, ali so mi zaradi tega potovanja ljuba, ne vem, kje je zdaj ta vzajemnost, ampak ta moja flegmatičnost, no, to, da se ne sekiram zdaj, če bo ali ne bo, nekaj bo na koncu, greš nekako slovom, s tokom, verjameš, da bo v redu, tudi ko stojim na odru, pa gre vse neki cugrunt, da rečem po domače, manj še vedno, dajmo se rešiti iz tega. Ali pa, ko pademo v neko situacijo, zdaj razmišljamo, kako se bomo rešili. Ne sekiram se že zdaj vnaprej, kaj pa če po jutrišnjem, ko bomo kaj prišli, da pa tega ne bo. Če bomo pojutrišnjem kaj prišli, pa tega ne bo, bomo pojutrišnjem to reševali, pa probali rešiti. Mogoče ta nek odnos, da se ne sekiram preveč vnaprej, nekako to bi rekel, da potovanja ti dajo, no, zdaj kot osebnost, ne. Kolikrat zdaj to v poslu rabaš, ne? Zdaj ti, kakšen je tvoj poslovni model? Ti imaš pač kaj, SP, nisi nikjer zaposlen, ne? Ne, SP imam. RTV ti za oddajo plačuje, pol imate predstave, stand-up, povezovanje raznih dogodkov, ali še kaj drugega? Ne, ampak je že to včasih kar manj preveč, če so čisto iskren. Hvala Bogu, moram potrkati, ne, ker v bistvu to je nastalo iz tega, da je bil to nek moj hobi in kar naenkrat sem jaz dobil prvih 30 € za to in postopoma skozi študentska leta. Zakaj te nisem takrat spoznal? Koliko si bil takrat pocen? No, vidiš, tudi precej slabši. Sej sem te v resnici takrat spoznal. Sej sem bil tudi tako pocen. Takrat je bilo tisto bivak, popotniško novinarstvo, je bilo, ampak veš, da sem glih predvčerajšnjem sem gledal posnetek iz bivaka. Ni bilo lepo. Res je bilo to, pa ko smo neke klopce nosili, pa neke ogrevalne igre. Za poslušalce skupaj smo pripravljali festival popotništva in popotniškega novinarstva pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Tako. In so prišli, ne vem kaj, popotniki, agencije, revije, kuharji iz celih ni, no, in res je bilo to tako zanimivo dogodek. Ja, res je bilo lepo in to mi je v bistvu zdaj kar težko, da nisem več del takih dogodkov zaradi tega, ker pa pride zdaj nek biznis, hvala Bogu, da rečemo, roko na srce, dober plačan biznis, ne bomo se zdaj tukaj neki pretvarjali. No, sam ti, veš, kdo drug temu ne bi rekel dober plačan, ti si sam toliko nizko štartil, da ti moraš. Ja, ne, res, mislim, kad te poslušam, a veš. Ja, mogoče, ampak ne. Sej, jaz sem bil isti, ne, kad sem jaz dobil prvih svojih 30 € za tist, kar sem sicer pri skautih pa animatorjih ves čas zastonj delal, ne. Ja. Zdaj pa isto iz tega biznis, ne. Ja. Res je, no, ampak zdaj kar avtomatsko se prav ne utegne
pritegneš več delati teh stvari, ki sem prej delal, res kar veliko prostovoljskega dela, veliko enih festivalov, veliko nekih pesniških natečajev, veliko enega taga, res sem bil aktiven, sem bil na vseh frontah, zdaj pa pač ko rataš kar nekako, dajmo reči, vse upeljan v svojem poslu. Racionalen, ne? To je. Ocen znaš, ne? Koliko bo šlo časa, koliko bo denarja prišlo. Ja, in pač ceniš svoje delo in začneš računati za svoje delo, ampak hkrati pa spustiš kdaj kakšno lepoto tega prostovoljstva. Sej, jaz še vedno grem na veliko enih dobrodelnih dogodkov in to naprej in mi da neko zadoščenje. Ampak ti si je bilo pa tako nek čas je bil, ko si pa tam si hengal, pa dajmo kaj, zdaj mi bomo naredili nekaj za skupnost, pa se je razvijal, pa so se razvijali odnosi, dobil si neko zadoščenje, ker si prispeval k družbi in tako naprej. Se mi zdi, da pol v teh letih pa karata baloki, zdaj pa smo bili 30, pa počas moramo rešiti stanovanjsko problematiko, pa otroci pridejo. A ti si še pod 30, ne? Ja, jaz sem 29 še. Ja. A res? Ja, jaz sem bil, ko smo začeli, sem bil glih 18, tam lepo potniško novinarstvo. Bravo. Take stvari pol pridejo in padeš v nek ta delovni cikl in delaš veliko in probaš delati čim boljš, ampak še vedno si pa, kakor si rekel, racionalen in zdaj ne hodiš zdaj na vsako, dajmo reči, pasjo procesijo, če se grdo izrazim. Ampak, če tako pogledam, pri meni je zelo podobno, ne? Šola za to, kar jaz počnem, ne obstaja. Ne, jaz sem računalničar in nima veze s tistim. Ti si kaj poskušal biti zgodovinar, ne? Ja, celo sem diplomiral. A pol si? Ja, sem diplomiral. Kdaj si diplomiral? Diplomiral sem 5 let nazaj, kaj tako, 4 leta nazaj, nekaj v tem stilu. Ja, v bistvu ne, se sem kasneje. 3 leta, pa kakšne 2 leta nazaj sem dobil diplomo, ko vem, da je bil Oskar še čist mečkan. To si pa ujel po moje zadnji vlak, pa ne zato, kao bi se program spremenil, ampak polka postaneš foter, je še težko. Ja. Koliko lep blagoslov si imel? Ja. Resno, mislim. Ja. Da si še, a veš, da ti je možgan pustil to narediti, ne? Ja, se je bilo tako, jaz sem itak vedel, da ne bom nič zgodovino delal, da najdu sem se v tem show biznisu, v nastopanju, to mi je ljubo, ampak želel sem zaradi sebe, da res neko zgodbo, ko jo začnem. Cego, ne? So prej rekli. En cego si naredil še za... En cego. Kaj si rekel, Oskar? Ja, za Oskarja si en cego naredil, da ga bo rabo. Kukar toliko redu cego. Sem pa dobil, pa tudi glih prav so mi težili. Mami mi glih prav težila in Eva, žena, težila mi je še, ker nisva bila poročena. Glih prav je bilo teženja, da sem si res rekel, dajmo to spacati. No. In sem zaključil, sem vesel, da sem tudi zdaj tako, vsem sem malo bolj pomirjen, ko rečem, evo, zdaj pa diplomiran zgodovinar. Ta diploma mi verjetno nikoli ne bo prišla prav v smislu, zdaj pa moram jaz tukaj to diplomo pokazati, niti ne vem, ki jo imam, kam sem jo založil, kam sem jo spravil, ker vem, da ne bom nikoli... Vse je digitalno tudi zapisano. No, ok, to smo zdaj malo pomiril. Ampak po drugi strani sem pa sam sabo bolj pomirjen. No. Ne, veš kaj, kaj sem hotel reči? 2 obdobji prepoznavam pri sebi. Eno je, kaj je imelo ključne besede, kompetenca, pa poizkušanje, pa socialni odnosi, pa smo bili nekako tako preskrbljeni ali pa smo imeli manjšo porabo, ne? In ker ni šole, si mogel to, saj jaz, iz nule narediti te kompetence, pa vzpostaviti socialno mrežo. Ti, če si učitelj razrednega pouka ali pa rečeva zobozdravnik, ti oboje to dvoje dobiš na faksu, dobiš kompetence za tvoj poklic in dobiš socialne odnose. A veš, pol zdaj, ne, ko smo pa iz tega, nama je to sam toliko čuden, da so toliko blagoslovljene, da je iz tega ratal biznis, a veš? Ker sva oba dva, po moje, krat 20 glede na prvo plačilo zdaj na dan plačena. Ja, veš, kaj mislim, ne? Dejansko sva krat 20. Ti pomisli, da... Jaz več, ker nič krat 20 je še vedno nič. Ne, 30 tako vzem, no, 30 tako vzem. Dobro, pa gre skozi. Na prvo plačilo sem rekel, prvo plačilo ni bilo nič. Aha, dobro. No, in to nama je fascinantno, da smo zdaj krat 20 glede na pa je bilo že tist nama wow, ne? A zato se da denar dobi. Ja, zato kar rad počnem. Ne? Ja. A veš, in to je meni ta goreči grm, mi je tudi to, Mojzes je šel v neznano, to neuhojeno pot. Zdaj povej mi ti, a je imel kdo težave s tvojo neuhojeno potjo in zakaj?
Sej, če gledaš na marsikdo, ne, marsikdo. Sam nisi imel, no? Ne, sam sem bil kar verjel sem vase, no, tako, to nisem imel probleme, da bi bil sam pri sebi nesiguren na kjerikoli točki. Prav vase si verjel, ali kaj? Kaj, v svoje kompetence si verjel, uspelo mi bo, ali kaj? Ja, na neki točki sem se prav vem, kdaj je bilo. To so bile, recimo, kar se zdaj čisto stand-up komedije tiče, so bile to majske igre 2014. Ja, 2014. Jaz sem pol leta delal stand-up in to je bilo glih vmes med unim popotniškim novinarstvom. Ja, in takrat sem šel na, se pravi, Rožna dolina, 700 študentov in takrat sem svoj set 15 minuten, 2:15 je bilo prosto, nima veze. Povedal pred 700 študentami in super mi je šlo in ljudje so ploskali in jaz še nisem videl take množice, da bi me poslušala. Sem prišel domov z odprtimi očmi in sem si rekel, ok, Rok, ti boš to počel v življenju. In na tisti točki ni bilo nikoli, da bi jaz vmes podvomil, jaz pa ne morem tega, ker sem imel sam pri sebi razčiščen, če boš delal, boš. Se pravi, vedel sem, da jaz hočem to zdaj početi. Ta občutek, da ljudi osrečen, da se ljudje smejejo, mi je bil toliko dober, ne da sem hotel, vedel sem, da bom to počel in takrat sem se odločil. No. Tako da nikoli nisem imel zdaj težav, a bo to ali ne, ker od takrat naprej sem pač vedel, to bo zdaj vprašanje časa pa hitrosti, pa koliko bo, ker so pač to še drugi dejavniki, ampak jaz grem v to smer. Zdaj, kdo je imel pa težave, recimo s to mojo smerjo, zdaj recimo doma je bilo tako, mami je bila, lej, ti nared šolo, pa pač delaj pa kar hočeš. Je bilo pa glih obratno, si najprej delal, kar si hotel, pa si pa šele šolo. Ja, ampak sem imel mogoče ravno zaradi tega še vedno nekaj v glavi, da to pa moram, ker sem ji rekel, da bom. Tudi Eva je zelo podoben, to bi bilo fino, pa tako. A pa noben ni imel zares težav? Veš, kako je? Sam malo so ti... V tej komediji so ti rukari, ki res pridejo, ki so obdobja, ki so izredno intenzivna. To je ponavadi december, ali pa zdaj v primeru teh Janezov pol leta, recimo, ampak to je... Upaš, da samo pol, ali upaš, da bo 2? No, zdaj zaenkrat, pol načeloma smo imeli, tako da je pol, ampak so intenzivna obdobja. In takrat sem večkrat videl, kako je, pa tudi zajamrala mi, kva bi bilo pa fino, da bi imel ti samen normalen šiht od 7 do 3, ali pa 9 to 5, kako rečejo Američani. Kako bi bilo pa to lažje živeti, nič ne bi bilo tega prilagajanja, pa kdo bo zdaj popoldne pa to, ampak na neki točki je pa tudi ona dojela, da to mene usrečuje in če jaz zdaj ne bi tega počel, jaz ne bi bil srečen in hkrati pol pride, da tudi ona bi težko bila srečna zaradi tega. Ne. Se pravi, se mi zdi, da je nekako to sprejela v paketu. Pa ne me zdaj narobe razumeti, ni zdaj to, da sem se jaz odločil, da bom pa to počel celo življenje. V tem trenutku jaz uživam, imam pa še veliko drugih idej, kako hočem kreativno se še na druge načine izražati, pa na druge načine pustiti kaj za sabo, pa dati ljudem. Ni to edina forma kulture, ki je meni blizu, zelo rad bi se vrgel malo več v poezijo, mogoče tudi v film in tako naprej, pisanje. Tako da zdaj je to obdobje, ki sem se tukaj najdel, to mi je zalaufal, nisem pa prepričan, da bom pa zdaj to celo življenje počel. Sem pa prepričan, da ne bom počel celo življenje tega v takem tempu, kot zdaj delam, ker ni zdravo, no? In mi je jasno, da ni. Zdaj vsak dan se voziti, pa ob enih domov, pa tako cele popoldneve te ni, odrti vsem dan nek adrenalin, pa pol ti spusti, ko greš dol in to je vse neko... Imaš malo manj energije za v družini, ne? Tudi, in to je nek tempo, ki ga ti 40 let ne moreš držati, če nisi, ne vem, pretegnen, no. Ampak... Ne, mislim pa, da se poslovni model, tako kot si že zdaj rekel, da je bolj racionalen, ne? Ja. Kot je bil takrat, ko si 30 € dobil plačilo, ne? Poslovni model se ti bo še racionaliziral in še razvil in bo postal še bolj izpiljen in eleganten, veš, da boš še bolj delal po moje, ko jaz vidim, no? Da boš še bolj delal tisto, kar si poklicana, ne? Ali pa kjer si dober. Taka je moja izkušnja, no?
to me zanima, ne? Ker tudi finančno gledano je zelo težko uspeti. Meni je bilo težko uspeti, ker sem šel iz prostovoljstva, ampak kje bi jaz lahko tega živel, ne? In tudi tep najbrž, ne? Ampak na koncu, zdaj dnevna postavka pa višja od marsikatere službe, ki je bila tudi na, sej ni vsak dan, ne? Ampak od marsikatere službe, ki je bila tudi na meniju takrat. Ne? Ja, ker to je čista ponudba, povpraševanje in trg in tako naprej, ker ni veliko ljudi, ki je sposobnih narediti to, kar počnemo. Ne? In to je neka prednost pred ostalimi in zdaj oni tebe rabijo za en dan, jasno, da bojo plačali več, kot pa en dan svojega delavca, ne? Ker je to njegova služba, ki hodi vsak dan na šiht. Ne? Plus potreba po tem, kar mi delamo, se nekako je kar visoka, ni toliko veliko ljudi, ki to delamo zares kvalitetno, pa da nam je to kruh in hvala Bogu, imamo za to kar veliko dela. No? In zato lahko tudi primerno ovrednotimo svoje delo. Ne? Če oba dva naju pogledam tako kot ena norčka, ki delata nekaj neproduktivnega, čez 10 let pa glih zaradi tega, ne? Ker je toliko mal tega, kar počneš, ne? Je pa čez 10 let glih to toliko bolj vreden, ne? Ker delaš, si skoraj malo zasvojen s tistim, ne? A veš, in na koncu se združi, ne? Ta tvoja zasvojenost pa tvoj talent, ne? Se združi. Katerakoli stvar praktično. Ljudje delajo tudi stvari, ki jih noben prej ni delal, pa še zmeraj so prepričani, da bo to in lahko živijo od tega, ker si ustvarijo to. Ker toliko časa brcajo, da se pa res že ponudi neki. No. Tako da, verjeti je treba v svojo vizijo, v to, kar delaš. Jaz sem prepričan, da če ti verjameš, da ti si sam sebi največji zid, če ti verjameš, da boš to počel in da boš se s tem preživljal, se to bo zgodilo. Na neki točki se bo. Zraven pa vedno pridejo tudi ene veščine, ki sploh niso tvoje, pa si sploh nisi mislil, da jih boš mogel se z njimi kdaj ukvarjati. Ne vem, kaj je bilo to zate, ne vem, ali je bilo izdajanje računov, ali je bilo dogovarjanje, pogajalske tehnike, ali je bilo upravljanje s časom. Kaj je tisto, kar si nikoli nisi mislil, da more stand-up komik / voditelj znati, pa ti je bilo tako daleč stran, zdaj pa si nekako pogoltno. Vse to troje, ki se omenil, je dobro, zelo... nisem zdaj zadev. Glih, to troje zihar je, se pravi, računi, birokracija, tako jaz mislim, da še zdaj, po moje, sem skozi vsak mesec, nekaj narobe naštimam in sem vsak mesec zdaj z davki nekaj zaserjem, pa moram nekaj balansirati in tako naprej, to mi še zmeri, zdaj sem si kar odločil, da bom imel računovodjo in lega podjetnika. Konc zgodbe. Ker na neki točki na začetku hočeš vse sam, ki se ti zdi, bom prišparal malo. Boš mogoče prišparal, sam če ti vrednotiš nekam, ki greš nastopati svoj čas 50 ali pa 100 evrov na uro in zdaj se ti 3 ure z nekimi davkarijo matraš, daj pa nekomu drugmu, da bo upravil delo, v katerem je on sposoben. Se je fino, da se naučiš novih spretnosti, pa da veš, sam na neki točki pa ne moreš vsega sam. In to je, se mi zdi tudi zdravo, da enkrat pogruntaš. Se pravi, to upravljanje s časom, v tem sem še vedno katastrofalen, se si videl danes, da sem ampak si pa, a veš, da ko si me poklical, zamudil bom 10 minut, sem rekel, lejga roka, on je poklical naprej. Včasih je sam zamudil, zdaj pa pokliče, da zamudi. Ne, res mi je bilo lepo, no? Sem rekel, mogoče sem zato mislil, da si čez 30. Ne vem. To je ena grda razvada, ampak to ima ful ljudi. Ampak grda razvada, ki se še ne ve, vedno da bi pravočasno štartal, to me še vedno matra. No? Res se trudim, ampak zmeri imam v glav, tukaj pa ta moja flegmatičnost mal pride na robe. Zmeri imam v glavne, pa se to je še dosti časa. Dobro, da bom jaz zdaj še nekaj pojedel, pa tam še kavico si bom skuhal, pa zdaj počas grem, pa pride nekaj vmes, in pa kar naenkrat vidiš, zdaj pa že zamujam. To mi je A se kaj šolaš sam sebe, v smislu razvijaš, a straglaš s kakšnimi navadami, jih se boriš z njimi tako? To je recimo ta navada. No. Zdaj,
Eva je tukaj že izgubila živce, je že tako. Me večkrat spomne Rok, to res ni lepo. Čeprav unim pesmici Sladoled, pa poješ, kaže 4 leta so že skupaj, od tega čakam jo 1 leto. Ja. Zdaj že rečem, če jo še kdaj zdaj ne pojem več, tok 7 let, zdaj sva že 9 let sva skup. In koliko let si jo čakal od tega? Zdaj, če jo damo sorazmerno 2, a ne? Ne, glih zato, ker očitno je ona boljša v upravljanju s časom, če te opozarja, ne? Ja, je drugače. Zdaj si jo sam sposodil za pesem, ker so neki to stereotipi, kakor je grozen, ampak kakšno stvar je pa treba tudi stereotipno. Načeloma je kar efektivna, kar se časa tiče. Je pa res, da ona ima tudi skrbi za vse, klasična ženska, da bomo imeli in dobra mama, klasična dobra mama, bomo rekli, da nam zdaj tako izpada, dve trenerki za vrvleč, pa 2 bodija, pa polovrčke, pa za vsak slučaj nujen mora biti malce spakirana, pa flaška posebej za to, pa če bo mraz še jaz pa tako, mi 2 z Oskarjem pa pač sam greva, pa se pa zdaj po serije, pa študiram, kvačmo pa zdaj in je spet tukaj ta moja flegmatična. Ne bom se zdaj sekiral, kaj če se mi bo mogoče tam pokakal in poj se mi pokaka in sem, dajmo zdaj probati to rešiti, da ne brez plenic, brez robčkov. Včasih je bolj biti malo pripravljen na življenje, zato se mi zdi dobro tudi, da sva skup, da je neka taka, se veš, da skupaj pa poj to funkcionira, ne? Ta yin-yang, to, če rečemo, ta zadeva. Tako da to je ena taka grda razvada, ki bi jo rad spremenil. Ampak veliko stvari mi tudi, recimo komunikacija z ljudmi, pa pogajanje, postavljanje cene, to mi je še vedno, po 10 letih mi je še vedno težko. Mi je težko, ker vem, koliko je to velik denarja, kakor ti rečeš nekomu ali pa zmeri imaš v glavu, zdaj pa to je pa, za ta denar more pa en v tovarni 2 tedna delati, ne morem jaz zdaj toliko ponuditi. Ampak je spet tako, sam tisto v tovarni lahko res kdorkoli dela tega, kar ti delaš, pa ne more vsaka, ne. In je pol tako, kar mal imaš to, pa je neke te moralne zadržke, da si postaviš primerno ceno. In to imam še vedno včasih kar težave, sploh tako, če je nekaj pol malo osebno ali pa tako, mi smo tako društvo, pa to mi delamo, pa neprofitno, pa si tako, vedno razumem tudi nasprotno stran, ker mi tudi v Stražiš organiziramo ful kulturnih dogodkov in vem, koliko je težko prinesti, Jurija nazaj za izvajalce, vem, da bojo stroški tukaj še dvorane, pa promocije, pa sazas, pa ne vem kva, in da bomo mi to prišli na 0, vem, da je kar težko in zato mi je včasih tudi težje neko primerno ceno postaviti, ker vem, razumem stališče organizatorja, ne, tako da se zmeri probam nekako tukaj povezati zdaj, da bo za vse, da bomo vsi zadovoljni. Po drugi strani pa če bi isto ceno rekel neki firmi, ki prodaja farmacevtski, pa boš rekel Jurija, pa so oni, prav, seveda. Dvakrat pride. A veš, je pa, se pravi, to je še vedno izziv, se mi zdi nekako vrednotiti sam sebe, svoje delo, svoj čas, svoje sposobnosti. Pa si že na tej ravni, da se zdiš vreden sam sebi tudi varčevati? Ali je vse iz rok v usta še vedno? Ne, zdaj začenjam varčevati, si že na tej ravni. Začenjam tudi mogoče malo že investirati pa to, ampak zdaj bo itak treba razmišljati, to, ko sem prej govoril. Seveda, stanovanska izziv. Stanovanski izziv, ne bom rekel problematika, ker problema niti nimava, zaradi tega, ker sva pri njenih starših v Zgornjem Štuku sva si lepo naredila in je res lepo nama tam živeti, je pa res, da imamo pa eno sobo, tako da zdaj kot drug otrok bo treba nekaj razmisliti, in zdaj v to smer malo tudi študirava, tako da velike enih stvari, ki jih pa tako odraslo življenje prinese, pa se moraš z njimi soočiti, Ja. Zelo lepo mi je bilo pa tudi tisto, kar si govoril o računovodju, pa tako, naj vsak dela svoje delo. Meni se stand-uperi zdite kar mal taki samotari po svoje, oziroma
to je tak žanr, da zgledaš, da si ti tam sam, ne, in da si sam pripravil, tako avtentičnost je zelo pomembna, ne, ampak v resnici je veliko ekipnega dela tle odzad, ne. Moje vprašanje je, kako vidiš to ekipnost v takem samotarskem poklicu, ne? Ja, dobro vprašanje. Na odru smo res sami in pri ustvarjanju smo večinoma sami. Zdaj, komiki se pa zelo dobro poznamo med sabo, ker že od samega začetka ti nikoli ne nastopaš sam. Ker ti, ko začenjaš nastopati, ne moreš imeti kar uro pa pol programa, da boš zdaj sam nastopil. Zato zmeraj te mora nekdo potegniti, ne? Nekdo te potegne, ti narediš na začetku 5 minut ali pa 10 in pol bo on naredil večji del ali pa bojo še 3 drugi. In tudi tako, ko smo začenjali, smo se vsi komiki nekako spoznali med sabo in poznali dobro. So obdobja, recimo, ne vem, sem šel s Tinom Vodopivcem na turnejo, smo imeli pa, ne vem, 20 predstav skupaj v 3 mesecih in v tem obdobju se ful povežeš še s 3 komiki, ki so tudi na tej turneji. Recimo zdaj, ko imamo Janeza, nas je 6 in smo praktično vsak dan skupaj po 10 do 12 ur. To ni malo časa, ne. Mi se zmenimo s Kuzmanom zadnje čase, ko hodva vmes med predstavam še malo na sprehode pa debatirava. In kako Kuzman to s svojo profesorsko kariero, pa je Audič to s svojo radijsko kariero skombinirajo? No, to so pa druga vprašanja. Ne vem, če sem čisto iskren, ne vem. Nimajo prav veliko prostega časa, no, verjetno kakšno rekreacijo spustijo. Ne, ampak res se pravim, rukar, ki ga preguraš. Nekako moraš skositi, ampak izredno naporno. Jaz nimam zares neke redne službe, pa vem, da je zelo naporen. Ja, v glavnem hotel sem povedati, v tem obdobju, ki si toliko skupaj z enim, ti tega človeka bolj poznaš praktično kot svojo ženo, več se imaš za zmeniti. Z ženo se imaš prideš po noč pol ure, neki najbolj nujen se zmeniš. Mi imamo pa čas, vmes 4 ure govoriti, ne. Tako da so neka taka sodelovanja, sodeluješ tudi v različnih projektih, pa skozi nekako na vezi, kljub temu, da si na odru sam. Tudi pri forah je vedno, ti poveš foro, komik jo sliš in pa en reče, veš kaj, daj tukaj narediti malo daljšo pauzo, ali pa te 3 besede obrn, pa bo fora ful boljš funkcionira. V Dudzuni je lažje, ne? Ja, in si ti ne bo, ja, daj probi enkrat in probaš in res funkcionira in si tako, hvala ti. Lih Uroš je meni povedal, daj ne začeti s to foro, ker ni za začetek. In sem rekel, veš kaj, verjetno imaš prav, obrnil in funkcionira. Tako da dosti tudi en drugega poslušamo, dajemo neke nasvete, obračamo, tako da je še vedno nek ta timski duh. Plus veliko komiki, tudi druge komike sabo vabimo na neke nastope, tako da, če si ti komiku všeč, imaš že ful večjo šanso, da boš veliko nastopil. Še zmeram pa ena predstava tudi zahteva celo ekipo, ne? V smislu imaš režiserja, to nisi ti običajno, ali je običajno, da si ti? Odvisen zdaj. Zdaj recimo, stand-up je prišel iz te faze, ko sem na začetku govoril, se pravi, da so 3 komiki neki vsak naredili 20 minut pa ure, ali pa 15, pa ure, 3/4 ure, so prišli do faze, kjer smo, se pravi, komercialno zadevo malo drugače zastavili, se pravi, da prihajamo v gledališče, v kulturne domove, prihajamo z monokomedijami in tako naprej, se pravi s predstavami. Ne? To je to bolj kompleksen produkt. Ne? To ni več neka barska zadeva, ampak je predstava. Zdaj, kompleksen produkt je bolj odvisen spet, katera predstava, recimo predstava Recept za srečo, ki jo zdaj počasi zaključujem z njo, ima svojega režiserja Urha Mlakarja, ki mi je pomagal zadevo skupaj sestaviti, pomagal mi je pri glasbi in tako naprej. Ima neko osnovno scenografijo, nujem potrebujem tonskega mojstra, ki se vmes neki spuščajo, neki zvoki iz ozadja in tako naprej. Je nek dramski trikotnik, tega prej ni bilo, to pa zdaj te predstave imajo. Zdaj recimo Janezi, kakor je v bistvu res uspešna predstava, ampak ni pa zdaj, da bi rekel, da je sama sestava kompleksna in zelo enostavna. Tudi scenografija, mi imamo, kar je scenografija, imamo zadaj nek banerček, kjer piše Janezi, ostalo je pa v bistvu stand-up, ni. Vsak pride gor in naredi 20 minut, se pravi strogo stand-up. Jaz bi rekel, da to
je predstava. Osnovni model. Brez dodatne opreme. Osnovni model, ampak iz dobrih delov, dajmo tako reči. Ja. Se pravi, 6 res. Osnovni Mercedes, ne osnovni Fičo. Tako je. Tako da res pridemo uveljavljeni komiki, ki vsi že imamo neke svoje predstave s svojimi najboljšimi 20 minutami ali pa topno res. In v bistvu je res, tako da moramo reči, res kar rešetiranje. Gremo naslednjem, in tako 2 uri cela predstava funkcionira, se pravi, kar se for tiče zelo natrpana pa intenzivna, kar se pa tiče zdaj nekega dramskega trikotnika pa scenografije pa kompleksnosti, je pa res precej enostavno. Basic, ja. Ampak je pa tudi ekipa, ne? Sam niso toliko različne vloge v ekipi, je 6 enakih. Se pravi, vsak oddela svoj del. Tudi ni, da bi, na začetku smo še mislili, da bi bilo, da bi bili v enem skeču še skupaj pa to, ampak se nekako tudi ni obnesel, plus predolgi smo že bili, ne. Že toliko časa, ko smo komu kar težko držati fokus, ne, ker je vse predstava dobre 2 uri traja, no. A se počutiš zdaj malo menedžerja tudi zaradi vseh teh vlog, ali si bolj ti del večjih zgodb? Ja, pa recimo receptu za srečo sem bil jaz, ta menedžer, imel sem celo še eno producentko, organizatorko, ki se je menila, pošiljala plakate, dogodke na Facebooku, karte prodajala, promocijo furala, se pravi, sem imel njo, pol je bil režiser, ki sva bila itak zmenjena, ti meni pomagaš predstavo postaviti, določene stvari spremeniti, ampak pol pa v bistvu te ne rabim več toliko zraven, ne, ampak dobiva pač odstotke od predstave, pol imam pa tehnika, ki ga vedno sabo pokličem, se pravi, je bilo tukaj neko usklajevanje in sem bil jaz v bistvu ta človek, ki je usklajeval, po drugi strani tlek so pa Janezi, je pa moje delo. Si pa res podizvajalci. Ja, ampak je moje delo točno to, v čemer sem najboljši. Jaz pridem tja in je nekdo drug je zrihtal, da najprej je dvorana razprodala, to je zelo velik del, to, da je nekdo drug že prej postavil sceno, se je že sam pripeljal, prinesel, jaz imam kabel, ga sem še ukulele noter dam, naredim tonsko vajo, nekdo drug se je zmenil, da vmes pride hrana, da vmes to, da je v bistvu izredno profesionalno, da mi, ki smo komiki, imamo intenziven del, da res naredimo samo tisto, kar je ampak ekipa je pa še večja v zadnji v resnici, ne? Ja. Sam nisi sam njen vodja, ne? Ja, no to pa je pa še vedno. RTV je pa spet krat 5 od tega, ne? RTV je pa druga zgodba, tam je pa mladinski program, tam sem pa spet sam en kolešček. Tam si pa res skoraj sam kulisa, mislim, nisi, no, ampak tako, ne? Ja, mislim, je pa, tam niti je pa... Niti scenarije napišeš sam, domnevam, niti ali kaj? Pišem sam scenarij, v večini, no. Zdaj vprašanja napiše skupina strokovnjakov, jaz dobim vprašanja, ampak naredim pa uvod, sam navezave in to v bistvu ni toliko malo dela, res je kar... Ti tudi časovno kar pokonzumira, se pravi... Nisem samo voditelj, ampak tudi scenarist in ta scenaristični del včasih vzame več časa, kakor pa samo snemanje oddaje. Plačan je najbrž slabši od predstavo, ne? Ja. Domnevam, da imajo te svoje plačne razrede in to, in da tam ne moreš zelo veliko. Ja, ni tukaj zdaj, da bi se nekaj pogajal. Tam vlagaš v prihodnjo publiko, v bistvu, ne? Ja, ki so tam publika, bojo čez 10 let na stand-up tudi. V bistvu si zelo dobro prebral zadeva. Res je tako, no, ni zdaj to, da bi rekel. Nihče ne reče, da gre na RTV za to, da bo postal bogat. Jaz sem pač neizmerno srečen, da sem pri tej oddaji, ki je kultna oddaja. Letos praznujemo 30 let, velika zadeva. Res ima tradicijo, generacije so nekako rasle gor ob tem. Toliko stara kot ti, ali kaj? Starejša, 1 leto starejša je oddaja od mene in res sem hvaležen, da sem lahko en mečen, ampak res, kot sva rekla, mečken delček tega, ampak delček sicer, ki se ga vidi, pa eni celo enačijo, to je pa zdaj
to je pa tvoja oddaja, to ni niti malo moja oddaja, jaz sem vesel, da sem del te oddaje z Jušem Milčinskim vodva, pa Jasna Merklin, in sem hvaležen, ja, Tam nimaš toliko velikega občutka lastništva, ne, na to oddajo, ker si res majhen, ja. Ja, in je pa res to, otroci te pa poznajo, nove generacije te spoznajo, fino mi je delati z otroki, to je meni, pa zdaj sliši se to kar neka propaganda, ampak otroci so meni, v tem show biznisu je toliko enega pretvarjanja, ki se rekel prej pred govoru, ki se ga verjetno ne bo slišal, vsi so fake, res so ljudje fake, pa sej ne me narobe razumeti, sej jaz ti tudi dajem različne maske, doskrat gorek, odvisno od lokacije, od vsega, ampak neka osnova se mi zdi pa, da mora biti v človeku ista, ne, in to otroci imajo. Se pravi, da so iskreni, ko so veseli, se veselijo, ko so žalostni, ne, in zato mi je fajn tam delati. Se pravi, tukaj v RTV-u pa so neke nagrade, ki res niso toliko materialne, no, to, kar se rekel, ni zdaj tako, da mi pa to prinese finančno karkoli, ampak mi pa prinese, ja, se pravi, neko publiko, da sem del neke te tradicije in da lahko delam na televiziji in da lahko delam z otroki. To mi je pa nek tak kombinacija, ki mi izredno ustreza, no. Sam si tudi ti si zelo, to lahko rečem, da si zelo ohranil avtentičnost kljub temu sem maska. Meni se zdi, da so maske za tvoj poklic lahko izredno velika skušnjava, no? Pa da tudi, ne vem, a veš, recimo tale, kaj že prhostar, kaj že najbolj znan? Ja, Goran Hrvačanin, ja. A ne, on je o tem tudi govoril na kakšnem podcastu. Koliko je cel življenje poln teh mask. Ti se mi zdiš pa glih obraten po svoje, no? Ja, to je ena prednost stand-upa, da si ti na odru lahko relativno to, kar si. On je tudi dost stand-upera, ni tako, mislim, sej ni, ampak. On ima vsem velik vlog, ampak in izjemen. On je meni eden najboljših igralcev, kar se tiče grimas, kar se tiče deliveryja. Karkoli bo povedal tako, da se boš začel smejati. Res je dober. Sam zase je. Res težko. No, ampak glih zaradi tega, evo to. Pri tebi, karkoli poveš, jaz se ne bom začel smejati. A veš, kaj mislim? Tebi se bom smejal, sam, ko boš foro izdelal. On, karkoli pove, se mu bom smejal, kar meni pomeni, verjetno to ni naravno. Ker ne more biti človek tak, da se mu smeješ, karkoli pove. Pa sej v podcastu si verjetno videl, kako je, ko nima tega gor, ne? In da mu verjetno to tudi paše. Ja, so dajmo reči, skušnjava. In tudi jaz se spomnim, jaz sem šel na sprejemce za AGRFT in mi je bilo vedno, jaz bi bil pa igralec, pa če bi bil zdaj, koliko bi bil srečen, da bi bil zdaj igralec. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, stand-up forma je meni toliko bolj ustreza, ker sem jaz govorim svoje prepričanje, jaz govorim stvari, ki so meni v svetu, tako bi rekel, pomembne ali pa ki me motijo in tako naprej. Medtem ko igralec je pa izjemno naporna služba v smislu, da si ti en dan si v neki tragediji, ti igraš, da ti je, ne vem, na pamet mama umrla in zdaj jokaš, solze se ti vlivajo, naslednji dan igraš v komediji in kljub temu, da je to tvoja igra in da si izjemen igralec, ti, če se jokaš, ti sproščaš ista čustva. A bi lahko rekel, da je večja zloraba v igralskem poklicu kot v stand-upu? Veš, kaj mislim? Zloraba svojih, ti se moraš v bistvu naprogramirati na čustva, ne? Ja, mislim, zloraba. To je njihov poklic, ampak ja, vem, da so druga vloga, pa da si dajo maske. A nam je Bog dal čustva za to, da jih bomo, a veš, kaj mislim? Za to, da jih bomo uporabljali za neki ne? Jaz mislim, da ja, ker igralce rabimo. To je res. In to, da so ljudje, ki so dobri v tem, je meni to super, da kot družba, kot narod, kot kultura to imamo. Sej rabaš in za filme in za gledališče. Hvala Bogu, da imamo to. Ampak zdaj govorim za sam poklic, da pa jaz bi čustveno to težko prenesel. Se pravi, ko se jokaš, tvoje telo doživlja, kot da bi bil res žalosten. In to zdaj 40 let delati, zdaj se jokam, zdaj sem vesel, zdaj to, tako čustvo, tako. Se vidiš, da pač stari igralci so
izmozgani, izčrpani, ne, in v bistvu zdaj malo sva govorila, kakor da jih obsojava, meni je to, jaz sem jim hvaležen, da so pripravljeni to žrtvovati za, to je vsem skupno dobro, kakorkoli obrneš. Zloraba sem mislil bolj v tem smislu, a veš, jaz pa sedim po 10 ur na dan, tudi to je zloraba mojega telesa, štekaš, ne? Ja. Nisem zato ustvarjen, da bom 10 ur sedel, ne? Razumem. Je žrtev. Vsi poklici imajo neko žrtev. Sej žrtev je tudi pa zdaj, da se ti vsak dan voziš, jaz en dan v Maribor, naslednji dan v Koper, pa smo v Novi Gorici, sej to tudi ni, zdaj jaz ne čutim svojega poslanstva v tem, da pa zdaj vsak dan 3 ure sedel v avto, ali pa da bom zdaj pisal tiste račune, pa odgovarjal na maile, pa nekaj to. Zdaj prihajava do unih vprašanj, ki sem ti jih prej postavil, a veš? To ni naše poslanstvo, to je del, ki ga moramo pregurati, da lahko delamo to, kar je naše poslanstvo. Moje poslanstvo je, da imam tle ljudi in da jim povem nekaj, da njih osrečam, nasmejem, da pozabijo za trenutek na svoje skrbi, na svoje težave. Ne, pa še več je, no. Nisem to. Mislim, jaz... To je... Tle so v podcastu, ki govori o poslanstvu, tle moraš biti natančen. Ja, pa meni se zdi, kot... Ti nisi sam icebreaker za to, da ljudje za 1 uro pozabijo težavo. Ti si ful več. Hočem, jasno, da jim daš tudi sporočilo. Vse to mi je glavam povedal. A veš, kaj je meni pri tebi najbolj, evo? Prekinul sem te. Ne, kar povej. Ta ranljivost, ki jo znaš na en dostojen način biti ranljiv. Sej to je velik stand-uperjev dobrih. Meni tudi, ne vem, koliko Unigrazar je, Admir Baltič, meni je on vrhunski. V tem. Zelo. A ne, ampak to. Ker, veš, ranljivost tudi ugotavljamo s kolegi, ki smo pa v našem biznisu bolj to izobraževanje, gradne skupnosti, skupine in tako, koliko je ranljivost en ključen element, ki je danes ni. To se malo povezuje s tem, kar ti praviš fejkanje, ne? Vsi fejkajo kao, ne? Točno to. Meni se zdi ranljivost ena od glavnih komponent pri kuharskem receptu, kako zgraditi boljši svet. To, da si upava drug pred drugim biti ranljiva. In ti si en full model izvir te ranljivosti, recimo pri Hrvačan, ali pa, evo, Mr. Bean. Mr. Bean je zame model ranljivosti, ki se mi mal gabi. Ni dostojno ranljiv, ti si pa dostojno ranljiv. Veš, kaj mislim? Hvala, vzamem ta kompliment in se strinjam glede ranljivosti, da ljudje cenijo ranljivost in da je to skozi ranljivosti lahko podaš sporočilo. Recimo v tej predstavi Recept za srečo, sliši se tako, kot da ljudje, ki pridejo, mislijo, da jim bom jaz zdaj predaval, kako pa zdaj vi postati srečni pa pamet soliti. Ampak v bistvu tam čisto na dobro obam piše Rok Škrlep išče recept za srečo, ker v bistvu sem skozi predstavo v iskanju, ampak zdaj na to iskanje povabim še druge ljudi. In ko smo pri ranljivosti, predstavo zaključim v najbolj možnem ranljivem momentu, kar je, dam se na krožnik tukaj. Se pravi, govorim o svojem največjem strahu, ki ga imam v življenju, in to je, ko sem na odru, ni to besedilo, ki ga recitiram, ampak je to moja ranljivost, ki jo položim pred ljudi in da misliti. In to ni niti malo smešen. To je, ampak naredi predstavo resnično in da ljudem nekaj, da vzamejo sabo. Prav, nisem gledal Recept za srečo, ampak očitno sem... Ja, zaključek je ravno v tem, no. Se lahko povem, se na odru tudi govorim, ampak mene vsake toliko cajta prime strah pred minljivostjo. Se pravi, ko si rečeš, kaj je point zdaj, če nas ne bo več. Ne? To je takrat tudi, ko vera izgine, je to nek strah, ki je grozen, ki te stisne za pol ure in v tistem momentu se ti zdi vse nesmiselno, vse brezvezno. In v tem momentu tudi ni pomembno, bi zdaj jaz hotel iskati srečo ali ne bi, ali jaz sem srečen ali nisem, nima smisla. Če je minljivost, je sreča vsem, če ni, ne? Je tako, zakaj ima point, da sem jaz srečen, če moje življenje je nekaj, kar bo v trenutku izginilo, moja sreča je pa še manj vredna, kot življenje. In nima smisla, ne? Tako, če gledaš. In to dam ljudem nekako na krožnik,
In pol grem nekako skozi racionalnost naprej, da to, da smo minljivi, je ena neizmerna sreča in to, da nismo cel življenje tukaj, ker naenkrat naša dejanja dobijo težo, ker nimamo več cele večnosti časa, da bi jih popravili. Ne? In to, da smo minljivi, je ena neizmerna sreča. In to grem nekako iz tega, kaj so neka čustva, kaj so strahovi in potem kako nekako neka racionalnost ali pa tudi mogoče tudi vera, recimo, prežene to ranljivost pa te strahove. No. Jaz to hočem dati ljudem, kljub temu, da se pri tem niti eden ne zasmeje. Tako da, ko sem recimo, se mi zdi, da ni point predstave, saj tako, če jo delamo na nekem dramaturškem loku, ni to, da izmeri ampak je to, da še predamo neko sporočilo. En citat mi je prejšnji teden prišel pod nos od papeža Janeza Pavla II. Pa se veš, takrat je bil še svet zelo drugačen, ni bilo še influencerjev, ko je on še bil, ne rečeva, v 90-ih. Pa prav, ljudje danes ne marajo učiteljev, radi imajo pričevalce. No ja, pa učitelje, če so te tudi hkrati pričevalci. Da govoriš s svojim življenjem, pričaš, daš se na krožnik, to je ta ranljivost, ne? V bistvu te doživljam kot dober, zdaj vprašanje pričevalec, česa si, ne? Vsakega stand-uperja doživljam kot pričevalca na nek način, če je dober, ne? Zdaj vprašanje je pa seveda pričevalec, česa si, ne? Če zaključujem počas, eden redkih stand-up komikov si, ki si upam tvoje fore kazati tudi svojim najstnicam, se pravi od 11 naprej, ne? Ali to načrtno, ali je to, ali tak pač si? A je to ta otrok v tebi iz malih sivih celic, pa ki ne fejka, ker ne? Nikoli se ne počutim preveč dobro, če sem zdaj nek vulgaren na odru. No, že zdaj imam eno grdo besedo, imam zdaj v celem svojem setu tega stand-upa, pa kar študiram, kako bi si jo lahko izognil, ker se ne počutim najboljš, ko jo rečem, ampak funkcionira za smeh, ker vem, da na tistem momentu, pa v takem kontekstu, ki ne pomeni nič slabega, ampak v takem kontekstu je pa še smešna in tudi čisto objektivno, ko gledam na humor, vem, da pa še zraven. Ampak se jaz ne počutim toliko udobno, ko to govorim. Ne vem, tak sem, da mi to ne paše. Se pravi, zdaj, da se tudi mladina najde v tem, je meni tako super, saj se mi zdi, da še vedno razmišljam dosti tako, da sem povezan z mladimi. Veliko časa sem... Naj te seznanim, po slovenski zakonodaji si še sam mlad. A sem? Do 29. Evo. No, evo, pa se še malo, vidiš, sem to se že kar sam sebe, se kar dajem v ta nek koš starih. To je po zakonodaji, ne, sociološke točke odraščanja, se pravi, da si ti poročen, da imaš ti lastno kraj bivanja, da imaš ti 2 otroka, si pa že prehode v odraslost vse naredil, ne, da imaš ti lasten biznis. Ja, no, se mogoče to ima malo vpliva, no, ampak presep noter pa si želim še vedno biti otrok, no. To je tudi ena taka stvar, ki odraslo življenje me kar mal bega. Meni je najboljš biti, če bi lahko izbiral, bi bil Pika Nogavička skozi otrok, ampak life. Sam ne otrok v smislu, ne, to smo se že večkrat pogovarjali, ne v smislu otroči, ampak otroški, ne. Ja, otroška. In to pa mislim, da imaš to stvar, veš, se da. Mislim, da se da, no. Vlado Kreslin, zdaj sem glih prav hripal, da ga imitiram, malo prehlajen, reče: okna na stežaj, naivnemu otroku v sebi okna na stežaj. Se pravi, da odpremo okna temu svojemu naivnemu otroku, to jaz sem pa kaj želim presep narediti, no. Bravo. Hvala ti, da si z menoj delil ta delček svoje minljivosti, ker vem, da jo imaš omejeno količino. Res sem ti hvaležen, ker to je nekaj zelo dragocenega, kar si mi dal pa poslušalcem. Hvala za povabilo. Naj ti še povem, da je bil res podcast, v katerem sem se najbolj počutil. Do zdaj pa sem bil že kar v številnih. Ena stvar, da se človek pripravi, to mi veliko pomeni. Druga stvar pa tudi, da si upa iti v neke take teme, ki so iskrene, pa nisem tisti, kaj pač imam zdaj narediti, da bo to čim več ljudi kliknilo. Ker je bilo, dostikrat sem prišel v neke podcaste, pa so bile taka
vprašanja že na začetku. Nimam nič proti provokativnih vprašanjih, ampak kakšne so pa take, da se vidi, da bojo poj neki izrezali neki ven, samo zato, da bojo to... Za šorce. Ja, to. Tako da mi je všeč, da smo imeli neko čist organsko pa globoko debato. No. Hvala ti, s tabo ni težko. Hvala.